Vlade je zdaj že mimo. Vaša stranka je sicer ves čas bila zelo kritična do delovanja te vlade, pa vendar pod črto, kaj tej vladi najbolj zamerite oziroma kaj bi v prvem letu pričakovali več od nje? No, najprej so potrebovali pol leta ali pa še več, da se je ekipa sploh sestavila in postavila. Vemo, da so ministri odstopali čez noč zaradi visokih honorarjev, ponarejenih magisterijev in podobno. Sedaj delujejo, vendar smo v zadnjem letu videli tudi nesposobnost, neodločnost, predvsem v trenutku, ko se je zgodila pač afera v zvezi z arbitražnim sporazumom oziroma s Hrvaško. Bojim se, da se bo neodločnost in nesposobnost izkazala tudi v tej novi krizi, ki prihaja, torej kriza beguncev in oziroma migrantov, ki prihajajo, prehajajo našo državo. Ste lahko bolj konkretni do sedaj, kako se vam zdi, kako ocenjujete obvladovanje vlade glede begunske krize? No, o beguncih bo več govora jutri. Na vsak način nismo zadovoljni z delom vlade, niti ne znamo skoraj da našteti ministrov, tako so neopazni in praktično za nobeno področje ne moremo reči, da se je kaj veliko naredilo. Gospod Cerar se sicer pohvali z fiskalnim zakonom, torej fiskalnim pravilom, vendar je dejstvo, da če ne bi ves čas mi opozarjali na to, da je potrebno sprejeti fiskalno pravilo, najbrž niti do danes do tega ne bi prišli. Poleg tega si je vlada pač zadevo olajšala in izbrala lažjo pot pri fiskalnem pravilu, zato smo mu tudi nasprotovali. Mislimo, da bi se morali bolj zavezati in ne prelagati odgovornosti potem na naslednje vlade. Če se ne motim, v četrtek sledi interpelacija notranje ministrice Vesne Györkös Žnidar, sicer zaradi prijetja nekdanjega kosovskega premierja Haradinaja, pa vendar do danes se je lahko tudi z vidika begunske krize kar nekaj že nagnetlo, kakšnih fejlerjev okrog nje. Boste spregovorili tudi o tem, imate še kakšno drugo kritiko poleg delovanja notranjega ministrstva? Vsekakor bo o tem govora veliko v četrtek, to bodo vse povedali naši poslanci. Okay.